Prehajamo na 4. točko. Potrditev investicijskega programa izgradnja nove osnovne šole Frana Albrehta s športno dvorano in zunanjo ureditvijo. Prva faza. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 8. Investicijski program s predlogama pa ste članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti. Predlagatelj je župan oziroma zanj podžupan, poročevalci pa Bogdan Pogačar, Lidija Dolgan-Žvegla, Katarina Vegel. Besedo predajam Lidiji Dolgan-Žvegla. Lidija, izvoli. Hvala lepa. Še zadnja. In sicer mi smo mogli narediti novelacijo investicijskega programa za osnovno šolo, ki je v bistvu že več ali manj v zaključni fazi. Šola naj bi se zaključila letos, a se slišimo? Letos v letu 2024 do začetka šolskega leta. Zakaj je bilo potrebno delati novelacijo? Sama uredba pravi, da vkolikor se poveča vrednost investicije za več kot 20%, oziroma se spremeni sofinanciranje, potrebno narediti novelacijo. Mi smo v fazi gradnje prišli do točke, kot večina vseh, ki v tem času gradijo, da so se cene same gradnje zelo povišale od takrat, ko je bil narejen razpis in pa ko se je sama gradnja začela. Že sam zakon o zakonik o obligacijskih razmerjih pravi, da vkolikor se cene povišajo za več kot 10%, so izvajalci upravičeni do upoštevanja teh podražitev. Pri nas jih je bilo kar nekaj, je v bistvu rast cen je tudi na žal osnovno šolo v tej meri vpliva, da bi bilo treba te podražitve upoštevati v pogodbi. Zaradi izvajanja so nastali tudi določeni režijski stroški, povezani z samo organizacijo gradbišča, ki niso bili predvideni, podaljšanja samega roka izvedbe so določene stvari, kot je recimo varovanje in to povečali. Poleg tega vpliva na povišanje same investicije tudi dodatna dela, na katere vpliva sprememba izvedbe kotlovnice. To se je ugotovilo, da bi bilo dobro, da bi se spremenili in se je upoštevali pri samem izvajanju del. Hkrati pa smo v to novelacijo vključili tudi vso notranjo opremo šole, ki jo v predhodni ni bilo. Vse skupaj je nanesel tako, da je v bistvu potrebno v letošnjem letu financirati še 10 milijonov, ki pa so zagotovljeni v samem skladu, v katere občina Kamnik vlaga vsako leto sredstva. Poleg tega pa še to, ko pa ni bilo upoštevano v predhodnem investicijskem programu, občina kandidirala za sofinanciranje sredstev strani ministrstva, bila uspešna in prejela 2 milijona 300 nepovratnih sredstev. To so ključni razlogi, zakaj je bilo potrebno to pa še dokument novelirati. Pa če imate kakšno vprašanje. Lidija, hvala lepa za kratko obrazložitev. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Matija Siter Močnik, izvoli besedo. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Eno vprašanje, mislim, da je bilo na prejšnji seji ali pa na enem kolegiju izpostavljeno glede parkirišč pod osnovno šolo Frana Albrehta. Mislim, da je bilo rečeno, da smo še v fazi, ko je ta izvedba možna, pa me zanima zdaj, kakšna je stanja. Je še možno narediti parkirišča in če je bilo to mogoče tudi upoštevano v načrtu, ker jaz nisem našel. Hvala. Hvala lepa. Matija, besedo ima Aleš Lipičnik. Aleš, izvoli.
Hvala. Glejte, zdaj je bil tole tretji investicijski načrt, o katerem poslušamo. Jaz bi rekel, zidamo. Ne? Včasih smiselne, včasih malo manj smiselne, včasih tudi popolnoma nesmiselne stvari. Zdaj, pri redu velikosti telih investicij bi se jaz pridružil mnenju Jožetu odprej, da bi bilo treba po moje biti malce pazljiv. Časi niso tako zelo prijazni, kot se mogoče komu zdi. Na drugi strani pa, če gledamo, koliko investiramo v beton, pa koliko investiramo v ljudi, v mlade, v tisto, kar je dejansko pomembno, pa od samega začetka leta, tega, ki se zdajle izteka, kakšne prav velike in smiselne investicije v ljudi, v tiste, ki tukaj živimo, predvsem mlade, nisem opazil. Tako da bi bil v konceptu, ne glede na to, ali gre pri vsakem posameznem projektu za smiselnega, manj smiselnega ali popolnoma nesmiselnega, zelo vesel, če bi se lotili tudi kakšnih projektov, ki naslavlja težavo ljudi, ki tukaj bivajo, pa v prvi vrsti mladih. Hvala. Hvala lepa, Aleš, za vprašanje mnenje. Besedo predajam Bogdanu Pogačarju. Bogdan, izvoli. Hvala za besedo, hvala za vprašanje. Matija Siter Močnik je izpostavil temo, ki smo jo obravnavali na enih od odborov, no, pa mogoče že kdaj prej. Tukaj bo, ko bo šola zgrajena, ko bojo zunanje površine zgrajene, se bo pojavila, tako kot je Natalija že prej rekla, to območje šutne, območje zdravstvenega doma, območje šole, dvorane in knjižnice. Ta območje bo podhranjeno s parkirišči, s parkirnimi površinami in tukaj bo nekaj treba narediti. Možnosti imamo, se pravi, v tej fazi to še ni upoštevano, ker ta faza še ni del tega investicijskega programa. Vemo, da nimamo toliko sredstev, da bomo zunanje površine nadaljevali kar, v letu 2024, ko bo šola zaključena, ampak bo kakšno leto potrebno narediti predaha. In tukaj jaz vidim možnost preučiti možnosti, da bi pod športne površine umestili morda parkirišča. Zdaj, to je ena od možnosti, to ni, se mi pa zdi, da je smiselno zdaj o tem razmišljati, da ne bomo, moramo vedeti, da športne površine so lahke, nimajo težkih obtežb in bi bilo to možno narediti. Zdaj, to bi bil moj predlog, da v to smer razmišljamo, da to preučimo, podobno, kot smo prej govorili od elektrarne, vse te zadeve treba preučiti, pa če vidimo, da ne pije vode, pa se za to ne odločimo, ne pa da gremo eno zadevo, naredimo športne površine, bomo pa gledali, kje bomo parkirišča zagotovili, pa bomo 200 metrov stran pa gradili garažne hiše, ker bo pa obremenili prostor, prostor pa še dražji bo. Tako da, kar se tega tiče, drugače pa gospodu Lipičniku pa nimam kaj dodati. Mislim, da je v občini Kamnik vsa infrastruktura, pa tudi to, kar ste vi omenili, podhranjeno, ker leta in leta ni bilo namensko usmerjeno delano. To se na hitro ne da spremeniti, če bomo pa vsi skupaj delali za iste cilje, pa usmerjeno se bo pa to počasi spremenilo. Tako da šola je pa, kot sem rekel, ni samo šola en projekt, kaj 15 let star, vem, da smo v lanskem letu vsaj 2 že tudi podobno zaključili. Tako da delamo na tem, koliko časa bomo še, drugi povedali, tako da se pa trudimo, da bi to spremenili, ampak vsi skupaj lahko to spremenimo, ena stranka ali pa ena struja to sama ne more. Tako da, hvala. Bogdan, hvala lepa. Še kdo? Ivanka Očakar, izvolite. Hvala za besedo, dober večer vsem skupaj.
Tudi jaz že malo bolj naprej gledam, ne ustavljam se čist pri tejle novelaciji, ki je trenutno aktualna, ampak tisto, kar me zanima, je časovnica za rušitev šole Frana Albrehta pa gradnjo igrišč. Vprašanje je, zakaj. Center ima igrišča za mlajše otroke, nima pa ustreznega igrišča za najstnike, košarka, nogomet in kaj podobnega. Najbrž veste, da imamo na območju Žal kot krajevna skupnost v najemu zemljišče, na katerem se lahko igra mali nogomet. Zdajle se pogodba za najem izteka. Bo podaljšano, ampak domnevam, da ne za dolgo, ker če smo prejle govorili o mrliških veščah, pa ta hip lahko mladini in igriščem povem, da prostora za grobove zmanjkuje in potem najem za to zemljišče za mali nogomet ne bo več podaljšan. In ves čas že razmišljamo, kam umestiti kakšno igrišče, prostora ni, tukaj pa igrišča bodo in kot sem seznanjena, bodo igrišča za obe šoli s pravico javne uporabe, to pomeni v popoldanskem času tudi za krajane, prebivalce, tako podobno kot je na Duplici. In zdaj preprosto me zanima okvirna časovnica, vem, da se ne da natančno reči, Bogdan je že ravnokar omenil, kakšen let predaha bo potrebno. Upam, da ne bo predaha, tako kot ko se je ta šola Frana Albrehta zgradila, mnogo let ni bilo igrišč, tako da hvala, to je moje vprašanje. Ivanka, hvala lepa za vprašanje, pa bi prosil Bogdana še enkrat za odgovor. Bogdan, izvoli. Hvala za vprašanje, Ivanka. Ja, rušitev je del tega investicijskega programa, tako da takoj, ko bomo pridobili uporabno dovoljenje, pač se bo obstoječa šola, pa ko bojo preseljeni učenci, seveda se bo obstoječa šola porušila, zato da se bo zagotovil pač dodatne proste površine. Kar se tiče izgradnje športnih igrišč, pa kot vemo, se bodo gradila iz sklada K9 šole in ko bo sklad v bistvu dovolj napolnjen s sredstvi, to pa vemo, kje se ga polne, se pravi na proračunu občine Kamnik in kdo ga sprejema, tudi vemo, tako da če bojo svetniki pač to potrdili, bomo prej, drugače pa mislim, da od 2024 zagotovne, 2025, 2026 pa bi lahko, če gre vplačal že tudi kaj v sklad, pa da se 2026 to naredi. Moramo pa še en greh narediti, mislim popraviti, se pravi, to je pa izgradnja parkirišč za osnovno šolo Toma Brejca. Vemo, da je to se občina obvezala, da bi 2016 to že moralo biti. Teh parkirišč vedno ni, tako da to bo pa tudi ena zadeva, ki jo bomo hkrati mogli narediti. Hvala. Bogdan, hvala lepa. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu, in sicer občinski svet občine Kamnik potrdi investicijski program izgradnja nove osnovne šole Frana Albrehta, športno dvorano in zunanje ureditve, prva faza. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Prisotnih 28, za 27, nihče proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.